Šolski timi načrtujejo in izvajajo pouk tako, da ima vsak posamezni dijak možnost kar najbolje usvojiti znanje ter razviti svoje spretnosti in osebnostne lastnosti. Praktični pouk v programu Bolničar-negovalec poteka tako, da v največji možni meri odseva realne situacije, s katerimi se bodo dijaki srečevali pri opravljanju poklica. Pri tem izhajajo iz izvedbenega kurikula programa, dijakovih učnih zmožnosti ter njegovih individualnih interesov in potreb. Najprej želijo ugotoviti predznanje posameznega dijaka oziroma njegove vrzeli v znanju, ki jo je treba zapolniti. Pri tem si pomagajo z vprašalnikom, ki se nanaša na kriterije uspešnosti. Na podlagi rezultatov vprašalnika dijake v naslednji uri povežejo v skupine, kjer sodelujejo tisti z bolje izkazanim predznanjem s tistimi, ki izkažejo slabše predznanje. Skupaj z dijaki pregledajo kriterije uspešnosti, na podlagi katerih bodo kasneje ocenjeni. Na ta način želijo zmanjšati tudi strah pred izvedbo zaključnega izpita v kliničnem okolju, saj bodo vnaprej seznanjeni s kriteriji, ki jih uporabljajo za ocenjevanje z področja hranjenja in pitja. Dijake sem tokrat razdelila v mešane skupine, v katerih so povezani dijaki z različnim predznanjem. Na ta način razvijajo občutek empatije, sposobnost timskega dela in medvrstniške pomoči. Zakaj so dijaki razdeljeni v skupine, jim ne pojasnjujem. Dijaki v skupinah med potekom šolske ure dopolnjujejo svoje odgovore na vprašalnik. Med skupinskim delom dijakov se učiteljica giblje med njimi, jim daje dodatne nasvete in jih opogumlja. Namen utrjevanja znanja dijakov je samostojna priprava sebe in stanovalca za hranjenje, priprava enostavnega obroka, hranjenje stanovalca in ureditev po hranjenju. Dijaki dobijo navodila za delo v skupini. Na podlagi učne situacije si razdelijo vloge, določijo vodjo skupine, načrtujejo izvedbo ter poročevalca. Igro vlog izberejo takrat, ko želijo, da se dijaki vživijo v vlogo oskrbovanca. Tako dijaki bolje razumejo potrebe oskrbovanca in se kot bolničarji lažje odločijo za način oskrbe. Sledi izvedba postopka, pri tem učiteljica ves čas spremlja napredek posameznih dijakov, jih spodbuja in usmerja do jasno opredeljenih ciljev. Dijak oceni potrebe in stanje oskrbovanca, vzpostavi stik, motivira oskrbovanca in mu pomaga pri hranjenju. Učiteljica dijaka pri tem spremlja in beleži doseganje kriterijev uspešnosti, na podlagi katerih bo podala povratne informacije. Pouk je zasnovan problemsko. Na začetku pouka smo se z dijaki pogovorili o namenih učenja in korakih dela, potem pa so dijaki samostojno izvedli postopek hranjenja stanovalca. Že med samim postopkom, posebej pa na koncu postopka, dijakom dajem povratne informacije. Dijake tudi z vmesnimi vprašanji vodim tako, da utrjujejo svoje znanje in stremijo k izboljšavam. Zelo spodbujamo samostojnost, natančnost, komunikativnost in odgovornost s poudarkom na doslednem upoštevanju varnosti in higienskih standardov. Dijake učijo spremljati svoje učenje in jih spodbujajo k izboljšavam. Všeč mi je igra vlog. Šele zdaj razumem, kako se lahko počutijo naši oskrbovanci. Zdaj mi je jasno, zakaj učiteljica tako poudarja, da moramo naše oskrbovance opazovati in upoštevati njihove potrebe. Koliko različnih stvari moramo obvladati, da lahko delamo po pravilnih postopkih. Šele zdaj razumem, kako pomembno je povezovanje teorije in prakse. Za konec dijaki zapišejo, kaj so se pri tej uri utrjevanja naučili.
Zapišejo pa tudi, kaj jim še manjka in bi radi utrdili v naslednji uri. Te zapise na koncu še delijo z ostalimi.